Sem in Počar. Dva morda več. Moja mama pa tvoja mama. To bi bilo takrat, ko sem. Živijo in dobrodošli. Petkovo jutro bi si težko predstavljala v boljši družbi. Danes so z nami superfinalisti 10. generacije, pri kateri smo v sredo zvečer dobili dve zmagovalki, Urška in Nina, tule v sredini sedita. Povezovalka generacije pa je postala Patricija Randl. Zelo zaslužena. Mogoče je ena kratka predstavitev vseh. Če nas niste spremljali v sredo zvečer, bomo kar pri Patriciji začeli. Patricija skrbi za razvoj novih produktov v pivovarni Laško Unijo. Dejan je direktor in ustanovitelj Optibara in nasploh serijski podjetnik. Urška Kajtner je kadrovska specialistka in vodja transformacije v podjetju Roš. Nina Pejč je mlada raziskovalka, asistentka na katedri za mednarodne odnose, ima tudi svoj inštitut, kjer se ukvarja z enakostjo med spoloma in tudi podjetnica, ne? In še Ognjen Kasanovski. Ognjen je pa skrbi za področje razvoja v Leku, farmacevtskega razvoja v Leku. Ja, poznali smo vas že v sredo, vsi ste povedali nekako, kje želite puščati svoj pečat. Ognjen, ti si lepo poudaril, da voditelj, pa tudi Nina, da voditelj v bistvu postaneš takrat, ko ti začnejo ljudje slediti. In da moraš tudi kot voditelj dobro poznati samega sebe. Zdaj pa me zanima, kje vam bomo sledili v naslednjem letu in še naprej in kaj boste za to naredili, da sprejmete odgovornost in naredite en del te spremembe. Zdaj, moč imate. Kdo bo začel? Boste videli? Lahko začnemo. Daj ti. Ja, jaz bi si želela uporabiti to točno, kot ste rekla, to polnomočenje, ki smo ga dobili, tako kot je Urška na povedala, na neko, ne ta potrditev, da delaš prav mora itak izhajati iz tebe, ampak fino je pa tudi, da te ta podjetniški svet sprejme kot nekoga, ki je lahko potencialno enkrat res polnovreden del vsega tega, ne. In jaz bi si želela v naslednjem letu launchati ta projekt IPES-a, našega inštituta strokovnjakinje za ženske ekspertke v regiji, uspešno z vsemi partnerji. Želela bi pa finalizirati svoj doktorat in želela bi, da moje podjetje Project House res zaživi na tem področju visoke tehnologije v Sloveniji. Tako, 3 stvari, 3 področja. Če pri vsakem naredim en ta majhen premik naprej, bom naredila maksimalno za 2020. Pri čemu si pa že aktivna v Snežni kepi? Ja, no tam bomo pa naredili, tam smo si pa v bistvu zbrali 5 ukrepov za neko reformacijo visokega šolstva, ki bomo probali tudi speljati. Evo, v ponedeljek se prvič vsi skupaj dobimo in začnemo rolati Snežno kepo. Zdaj, mogoče še to, želela pa bi si, da pri vsem tem mogoče več, kot sem v preteklosti, vključuje svoje mlade te študente, s katerimi delam na fakulteti, zaradi tega, ker, meni je nekdo dal priložnost in tudi njim je treba dati priložnost. Absolutno se strinjam s tem, kar si povedala. Ja, mladim je treba dati priložnost. Tudi jaz sem bila sama enkrat v Čevljih, res izkušen in je nekdo videl v meni en potencial pa en talent, ne? In to je krasno. Kje bi jaz pustila rada svoj pečat, pa če pomislim zdaj na Amchem, se mi zdi pomembno, da dobro zaštartamo projekt Bodibadi in postane to dobra dediščina za vse naslednje generacije. Dejan mi bo pri tem pomagal, ne? Dejan je v tej skupini zelo angažiran. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, motivirati novo generacijo, pa iskati priložnosti v širši poslovni skupnosti, kjer lahko mi svojo dodano vrednost res dobro naučimo v dobro družbe, pa seveda tudi to dobro tega, da se midva kaj naučiva z njima, obedvene. Tako da to želim si seveda puščati pečat vsak dan, vsak teden, vsak mesec v svojem podjetju, naši ljudje računajo na nas, ne? To se mi zdi zelo pomembno. Privatno pa letos je 20. leto kluba, v bistvu obstoja našega kluba dobrodelnega, tako da to bo eno krasno leto tudi tam, posebni projekti z super ljudmi, tako da to vse skupaj bo
zdaj, ko sem to na glas povedala, vidim kar naporno. Ja. Pa že sred leta smo, ne? Ampak mi smo zdaj, da ti pomagamo. Hvala lepa. Računam na to in pred pričami, da to še enkrat na glas povedala. Dejan, boš ti nadaljeval. Ja, v bistvu jaz sam trdim sicer, da dober lider si takrat, ko si enkrat dober follower. Torej, najprej moraš znati slediti in moraš biti v vlogi enega, ki sledi, da si pa lahko dober lider. V bistvu mislim, da je to vedno obojestransko, ne, se pravi. In MCM je meni dal to zadevo, da sem se pač učil od vseh, da smo bili tle, da sem spremljal, da sem sprejemal te feedbacke, tukaj tih sami iz podjetniškega oka, ne, če ne poslušaš trga, kar večkrat ponovi, pač ne moreš nikakor biti dober podjetnik. In ki bi pa jaz rad pustil svoj pečat, če govorimo o sklopu MCM-a, da pravim čim bolj skrajša to, pa v bistvu jaz izhajam iz malo drugačnega sveta, ne, iz podjetništva startupov, ne toliko iz korporacij kot takih. In mislim, da ta bridge med korporacijami in startupi je zaenkrat čez meri ful prevelik in bi ta svet probal malo približati en drugemu, povezati in iskati neko zmerno oziroma neko pametno sodelovanje med tema dvema svetoma, ne, in predvsem se fokusirati na ta manjša, srednja velika podjetja v Sloveniji, ki so ful velik potencial, a ne, in kako dejansko njim pomagati, da ta svoj potencial nekako razvijajo in dosežejo neko prosperiranje dejansko na trgu, ki ga zelo velikokrat lahko doživiš v nekem sodelovanju z večjimi korporacijami, kar sem tudi v svojih podjetjih dejansko izkusil in se zaenkrat vse izkazalo kot zelo dober. In če bom tle lahko kaj pomagal, bom pač naredil z veseljem, tako da tle upam, da se mi bo kdo na tej poti pridružil. Roš je že zraven. No, dobro. Še preden gremo naprej k Patriciji, pa vsi, ki nas spremljate, nam lahko zastavite kakšno vprašanje. Vse, kar bi radi izvedeli, pa še niste v naših superkomunikacij. Patricija, izvoli. Ja, jaz mislim, da moje poslanstvo je pa definitivno to povezovanje, to širjenje dobre energije, da se skupaj povežemo s pravim namenom. Tako da jaz mislim, da bom definitivno pri kjerikoli projekti na ta način sodelovala. Je pa moje poslanstvo tudi trajno. Imamo samo en planet in za njega res moramo začeti skrbeti na pravi način. Tako da sem že aktivno angažirana v naši skupini za trajnost, delamo veliko akcij, tako da in v pivovarni in pa pri MCM-u bo to moje poslanstvo naslednja leta, sigurno. Druga stvar pa, kjer se res želim angažirati, je pa vsekakor mentorstvo. Z Dejanom sva se že nekaj navezala, da bomo na živilski panogi se malo povezovali med startup in tako in pomagali mladim podjetnikom naprej uspešno in pa kdorkoli bi se želel. To je to. Hvala. In še Regula? In še jaz. Mislim, da veliko stvari je bilo že povedanih. Nekaj, kar se mi zdi mogoče meni ključno, je to, da ohranimo kot generacija ta momentum, ki smo ga imeli zdaj na samem finalu, kot sta Nina in pa Urška že omenili, nekako mislim, da smo vsi zelo opolnomočeni, pa ne samo nas 5, ampak mislim, da je cela generacija še pod vplivom nekako teh emocij in vse, kar se je zgodilo v zadnjem letu in se mi zdi, da se moramo potruditi, da ta momentum nekako ohranimo čim dlje časa. Jaz osebno se vidim tudi v mentorstvu, predvsem se mi zdi, da sem na neki točki v življenju, ko sem bil že dosti mentoriran, sem pa bil do nedavnega tudi mlad in sem iskal službo in sem bil tudi malo zgubljen, pa nisem vedel, kam naj grem in kakšne odločitve naj sprejmem v mojo osebni rasti. Tako da verjamem, da tudi MCM mi bo kot program in kot platforma ponudil to možnost, da bi tudi mladim ljudem nekako na ta način pomagal in jih usmerjal. Na tako striktno poslovni ravni bi pa rekel, se veselim tega, da bom uporabil dejansko te veščine in vsega tega, kar sem se naučil v MCM-u tudi pri vsakdanjem delu. V Leku vodim projekt o digitalizaciji in o uporabi umetne inteligence za pospešitev razvojnih časovnic, tako da se veselim tudi izpeljave tega projekta v naslednjem letu. Ognjen, omenil si momentum generacije. Kaj pa bi vi izpostavili? Mi nekako v vsaki generaciji smo prepoznali kakšno, eno ogledalo nam da vsaka generacija, recimo mogoče 7 nam je povedala, da je v bistvu MCM Young Professionals, MCM Young platformo vidijo kot neko subkulturo.
lani predvsem povezovanje, 8. generacija kot pač neka neskončnost in predvsem, da so lahko tudi kritični, ampak ne kritizerski. Kaj pa se vam zdi kot neko, če bi morali povedati, kot neko osrednjo sporočilo 10. generacije, ki je bila tudi pred velikim izzivom, ker se nismo mogli povezovati toliko, kolikor bi se sicer, ne, ključna ideja MČM Young platforme je povezovanje in to je letos za nas od marca naprej bilo presekano in omejeno na ekran, na zaslone, še vsem pa se mi zdi, da zdaj, ko smo vsi nazaj, vidimo, da človeški stik in ta prenos energije zdaj med nami je čisto nekaj drugega, kot če se mi pogovarjamo prek zaslona. Tako da me zanima, kaj vidite kot sporočilo 10. generacije? Jaz mislim, če jaz lahko rečem, kaj sem jaz začutila, no, je predvsem to, da smo postavili vrednote na prvo mesto in da smo se res resetirali in smo ugotovili, da je ta človeški stik neprecenljiv in se zaradi tega res veliko bolj povezano. Tako da prioritiziranje in postavljanje pravih vrednot na pravo mesto in tako štartati naprej v prihodnosti. Prave vrednote in človeški stik. Dejan? Jaz bi rekel angažiranost. Se mi zdi, da zaradi tega, ker nismo imeli tega osebnega stika, smo mogli biti malo bolj angažirani, smo mogli malo več, dajmo reči, energije vložiti v to zadevo, da smo naredili take stike. Ker pač ena stvar, ki se mi tako vidimo, je ful lažje narediti ta navezan stik. Mi se mi zdi, da pač bi rekel, da smo vsi pokazali eno veliko angažiranost v ta program, zato smo verjeli v ta program. Tako da, če bi jaz izpostavil po eno besedo, bi rekel nekako angažiran. Razmišljam zdaj, kako bi to zelo kratko povedala. Jaz sem doživela en ključni moment v sklopu MČM-a, ko smo bili v Rimskih termah na tem vikendu in smo imeli ena delavnica, sociodrama, a ne? Ja, štetje je bilo ful dobro, pa bomo mogoče z njih na to vajo enkrat ponovili. Ponovimo se. Imamo dosti časa. Jaz sem šlo 7, ko pa minus 7, tako da. Ampak poleg štetja, da je kolegi na drugi strani ekrana ne vedo, zakaj gre, se mi zdi zelo pomembna ta vaja, ki smo imeli v parih. Našli smo pare, s katerimi nismo sploh spregovorili do takrat nobene besede in takšne, ki so nam na prvi občutek zelo različni. In jaz sem imela v paru Žigo, ki je bistveno bolj, če mene postavim njemu v bok, intromentiran, miren, tako predaren, jaz bojo. In v bistvu smo ugotovila pol na koncu po teh 15 minutah sprejemanja in dajanja feedbacka en drugemu, ker smo se res poslušala osredotočeno, kako zelo sva si pravzaprav podobna. In ne glede na to, kaj je bil občutek na prvi moment, se mi zdi, da so se vsi najini predsodki v sekundi razblinili in smo v bistvu v 15 minutah postala izjemno povezana. Se mi zdi, da zdaj, če bi mogla to potegniti v eno besedo, se mi zdi, da sprejemanje ali pa vključevanje te raznolikosti med nami, se mi zdi, da je ena taka res močno sporočilo, ker tudi, če nas pogledaš, mi smo si vsak res zelo različni. To smo mi ugotovili. Zelo različni, pa zelo dobro funkcioniramo skupaj in to je čar, ki se formirajo ekipe. Vključevanje raznolikosti. Dve besedi. Vključevanje raznolikosti. Urška je res super povedala. To je dejansko point MČM-a in tudi vsega tega med nami, te kemije, ki jo imamo. Bi pa mogoče dodali na to še ta element korone, ko smo se mogli digitalno povezati. Da smo mi na nek način res predstavniki te mogoče družbe prihodnosti na nek način, tega smart society-ja, ki se mora čez digitalno znati prav tako dobro povezati. Čeprav vemo, da je bolj naporno, nekdo nas spremlja prek računalnika, mi se moramo veliko bolj truditi, da prepoznamo njegove čustva, odzive, vse to. Skype so veliko bolj naporni, ali pa Zoomi od človeškega stika. Spravi, da mi smo nekako kljub temu, da je bila korona, da se je vmes zgodila korona kriza, ostali povezani in zato uporabljali ves napredek današnje družbe. To se mi zdi ključno.
Zdaj pa ne vem, kako bi to mogoče umestili v Urškino in zgodbo prejšnje, še digitalno bi zraven dodala, evo, ali pa smart. Smart, ja. Smart. Ja. Ognem, kaj pa ti misliš? Ja, jaz bi se tudi navezal na Niven, kar je prej rekla. Mislim, da je ta korona in nasplošno situacija, ki se je zgodila, da je nas postavila pred neko preizkušnjo in zdaj se povsod govori, da če naše prijateljstvo lahko preživi korono, lahko vse preživi, ali če naše podjetje lahko preživi korono. In jaz mislim, da MCM in naša generacija je zelo uspešno preživela korono. Predvsem po mojem zaradi ene vrednote in to je mogoče tudi sočutje, se mi zdi še ena izmed teh ključnih vrednot, ki jih moramo tudi naprej deliti. Se mi zdi, da je naša generacija res bila prelomna, pa zaradi tega, ker je bila 10. generacija, zaradi vseh dogodkov, ki so se zgodile, gremo v neko novo dekado in se mi zdi, da ključna nekako stvar, ki jo moramo širiti naprej, so te vrednote liderja prihodnosti. In mislim, da smo se zelo veliko pogovarjali o tem. Mislim, da že sama situacija, s katero se trenutno soočamo, bo tudi nekako prinesla neke nove vrednote. Mislim, da mi kot glas generacije in tudi cela generacija v svojih okoljih bi morala te vrednote nekako naprej promovirati. Se mi zdi, da vse, kar je bilo do zdaj omenjeno, pa še to sočutje in nekako razumevanje ostalih in odprta komunikacija bo nekaj, kar bo še vedno bolj pomembno v prihodnosti, ki nas čaka. Zakaj se vam pa zdi nasploh pomembno, recimo, da ste tako aktivni pa angažirani, da smo nasploh aktivni državljani, pa ne pride na rasne nemire v ZDA, pa ne pride na enakost med spoloma, karkoli se, ne vem, nestrpnost ob izbruhu, recimo koronavirusa. Tako zakaj je pomembno, da smo aktivni in da se vključujemo v take skupnosti, kot je MCM Young in tudi v druge, v dobrodelne aktivnosti, da se aktiviramo. Zakaj je to pomembno? Ja. Ognen začne, ko je vedno zadnji. Ja, to se mi zdi ključno. Je zelo dobro vprašanje in se veliko debatira o tem, ali morajo lideri še bolj biti izpostavljeni pri teh ključnih temah in se mi zdi, da je res naloga enega liderja, ki mu ostali ljudje zaupajo, da res jasno spregovori proti diskriminaciji, proti vsem nepravičnostim, ki se dogajajo v družbi, zaradi tega, ker je dejansko na nek način tudi sam vzor. Se mi zdi, da je ključna naša vloga, da vedno, ko vidimo neko nepravičnost ali diskriminacijo, da moramo jasno spregovoriti proti tem. Tako da absolutno je, se mi zdi, ključna naloga vseh nas potem naprej. Da si tudi sam vzor in da spregovoriš, zakaj se zavzemaš in proti čemu si. Jaz sem mogoče to že v sredo povedala, pa bi še enkrat povedala, da recimo mene ta brezbrižnost in empatičnost ljudi v družbi zelo, ko gre res za neke korenita in temeljna vprašanja, ki se nanašajo na mogoče čisto osnovne človekove pravice, tako ta apatičnost našega naroda v nekaterih momentih me zelo zaskrbi. Zato, ker jaz, tako kot sem rekla, če nisi aktiven član družbe in jo vso ustvarjaš, ker ne živiš in funkcioniraš, ne živiš dejansko. Treba je sooblikovati svojo kulturo in svoj narod. Mislim, jaz si ne predstavljam, da ne bi povzdignila glasu vedno, ko neko krivico začutim. Ali je to v družbi, ali je to v neki moji mikrodružbi, mene grlo boli. Jaz ne morem spati, funkcionirati, razmišljati, če recimo res ne obelodanim ali pa ne osvetlim enega problema. In to mi recimo v tem smislu v našem društvu delamo. Mi smo zdaj prešli to fazo, da hranimo lačne, ker se mi zdi, da vsem država mora poskrbeti za nek higienični minimum za svoje ljudi, prihodki in tako. Mislim, meni ni jasno, kdo je v 2020, da lahko dejansko dovolimo, ali pa da lahko naša oblast dovoli, da je nekdo še lačen, ali pa da ima mama težavo otroka obleči za v šolo s tem. Mislim, meni je to nepojemljivo, ker na drugi strani pošiljamo ljudi na luno. In res presegamo ta segment, za katerega jaz mislim, da morajo poskrbeti institucije v državi in se dotikamo predvsem teh problematik, neenakosti ali pa krize nekih vrednot ali pa krize v razmerih, ker zelo, recimo, družbeno mreže blazno vplivajo na razvoj tudi otrok
njihovo mentalno in duševno zdravje. Že mi vidimo, koliko smo preveč obremenjeni. Ne. Moja roka je danes radioaktivna, po mojem, celo odpisovanja v zadnjih 2 dneh. Ne. Tako da to je treba, ali pa vzgoja otrok, starši nekateri so zelo zmedeni, ko gre za take, to so taka temeljna vprašanja. A ne. In tu moramo biti predvsem mi zelo glasni. Pa podpirati kulturo, pa umetnost, ker to da vrednost narodu. To se recimo premalokrat zavedamo. No. To se mi zdi tudi zelo pomembno, čist izven konteksta, ampak zelo na mestu. In hvala, da si dala ta poudarek. Je, absolutno, kultura je pač tisto središče naroda. Ja, in je velikokrat v naši državi pozabljena in na zadnjem mestu vseh možnih podpor in financ. In tu smo pa mi tisti, ki imamo moč, da podpiramo te institucije. A ne? Gremo v gledališče, gremo na koncert, gremo v filharmonijo, gremo v opero, gremo na balet, podpiramo lokalne umetnike. Sigurno vsak v svojem okolju najde eno sredino, tudi za to. Duševno zdravje nam to prinaša. Pa kritično misel, ne? Umetnost je ključna, ko gre za kritika družbe. kritične družbe. In če to zatremo, potem ne vem, kje lahko človek to kot družba izraža. In to je ključno. Ampak to je edini način, kako bomo dejansko mi nekaj spremenili. Ne? Jaz imam včasih res občutek, da okoli mene vsi samo nekako jamrajo. Ne? Vse to je nekako kultura Slovencev pravijo. Ne? In jaz pravim, če se ne bom angažirala, potem ne moram ničesar spremeniti. Ne? In če ne bom podpirala lokalnega kmeta, da kupujem od njega recimo zdravo zelenjavo in sadje, da ne bom šla v lokalno gledališče, da ne bom šla zdaj na festival Ljubljana, kako bomo lahko mi kot družba karkoli spremenili. In zato je treba narediti prvi korak k temu, da tudi ostali potem lahko sledijo in vidijo, da je dejansko lahko z enim malim korakom naredimo ogromno spremembo. Ja, mislim, velikokrat je tisto, da posameznik ne more nečesa spremeniti, je zgolj neka floskula. Zanima, ti si tudi povedala, glede leadershipa, da misliš, ne, da se spremembe pač ne začnejo dogajati globalno, se začnejo dogajati lokalno, torej pri posamezniku v enih ožjih skupinah in potem rastejo naprej. Potem sem še tudi dodala, nas je tule 5, ne? In nas 5 naredi en majhen korak. Nam sledi vsak doma še enega, ne? A se takoj 10, ne? In tako premikamo svet naprej. Mogoče, če jaz bi samo eno dimenzijo dodala še tukaj, da moja prva služba je bila na obramboslovnem raziskovalnem centru in sem se ukvarjala z pokonfliktnimi zadevami, z travmami, spravo itd. In mi velikokrat pozabimo, da živimo v enem delčku sveta, ki je že od druge svetovne vojne naprej miren, ne, z izjemo vojne na Balkanu, s čimer sem se pač ukvarjala, da je Evropa tisti povezovalni člen, ki nam je konec koncev takrat, ne, na konec 40-ih, 50-ih z vsemi temi pogodbami, nam ni prinesel tega, kar imamo danes, skupnega trga, prehoda meje enostavnega, ne, 4 svoboščine itd., ampak nam je prinesel mir, ne, z povezovanjem. Ne. Se pravi, mi se tukaj povezujemo na mikroravni, ne, tako kot so omenjali vsi pred mano, ampak tudi na neki ravni med podjetji, med državami. Ne smemo pozabiti, da je povezovanje to, kar nas drži skupaj in zaradi česa živimo v miru, ki je predpogoj za vsako drugo varnost, ne, ki jo imaš. Da nisi lačen. Najprej mora se reči to, da živiš v miru, brez konflikta. In mislim, da tukaj se meni zdi ključnega pomena, da vztrajamo na teh evropskih vrednotah. Tako, mogoče tak dodatek mednarodniški. Ja. Ne, ampak res se vedno spomnim na to, no? Ker sploh naše generacije pozabljajo na to, mogoče ne mi, ampak zakaj Evropa obstaja in zakaj je to pomembno. In zakaj je tako dobro, da mi živimo na tem končku sveta, da se mi sploh lahko pogovarjamo o vseh teh stvarih, pa da lahko sploh kupujemo od lokalnega kmeta, ker lokalni kmet ima možnosti za ustvarjanje. Ne? Tako, še ta mogoče kontekst čisto evropski je treba po mojem izpostaviti. In zdaj tukaj v Zakoplja, se strinjam, hvala. Dejan Ognen, ste še kaj Ognen je začel, jaz še nisem. Zdaj smo šli ful široko. Ne? Vprašanje je bilo, zakaj biti aktiven državljan. Smo šli ful na široko, tako da mogoče še se probam vrniti nazaj, zakaj biti aktiven državljan, pa da se probam ne ponavljati, ker pač itak
imamo približno isto razmišljanje, se lahko ponavljam, ampak meni se je pač, če družba ni aktivna, se družba ne more razvijati. Če se družba ne razvija, pomeni, da dejansko stagnira. In je simple odgovor. Zakaj bi hoteli mi stagnirati? In pač moramo biti dejansko aktivni. Kar nam pa manjka, pa mislim, da nam manjka konstruktivna kritika. Spravi, mislim, da ljudje znamo zelo dobro kritizirati, ne znamo dati pa konstruktivne kritike. In ta korak mislim, da moramo naprej narediti, da bomo lahko postali še bolj aktivni. Ker eno je dati kritiko, eno je pa reči, ok, lej, to delaš narobe, ampak moj predlog je, da naredi tako pa tako, pa dajmo narediti to pa to pa to, pa pol postati iz tega vidika aktiva. Ker vemo, da pač kritizirati je najbolj simpel, sam, če nimaš rešitve, pol ne kritiziraj, pač pol hkrati kritizira sam sebe. In mislim, da pač to nam še manjka, da lahko postanemo še bolj aktivni, in mislim, da take združenja, kot je MČM in ostala združenja, ki na takih in vseh ostalih področjih obstajajo, pripomorejo v temu, da se neka večja populacija, večja skupina ljudi nekako združi, pride do nekih konstruktivnih idej in potem da neko konstruktivno kritiko, ki jo podkrepijo z novimi predlogi, idejami in hkrati, da so pripravljeni tudi sprejemati kritiko. Se pravi, da tudi, če daš neke predloge, da si pripravljen spet kritiko, spet čez sebe sprejeti, in to je za moje pojme pa tista aktivna družba, aktiven državljan. In ja, se vrnem nazaj na prvi stavek, če se ne razvijamo, če nismo aktivni, bomo stagnirali, kar pa mislim, da noben noče, ker pač ne gremo proti gor, ampak bomo šli iz tega miru, ki ga imamo, če zdaj se vrnemo vse v slabše. Aktivnost je tudi prava smer, ne proti temu razhajanju, nacionalizmu, vse to, kar se zdaj Jaz bi rekla, da nimamo tega miru, mislim, temeljni mir je, ampak jaz čutim tu ta covidska družba je mene zelo presenetila. Jaz sem videla, kako je narod bil složen v času pandemije, ubogali smo pravila, razumeli smo, zakaj je to dobro, da zavarujemo sebe in druge, ostali smo doma. Jaz mislim, da ljudje so poslušali stroko, na drugi strani pa država malo bipolarizira zdaj zadeve, pa da ne bom preveč globoka v teh zadevah, ker ni to mesto, da o tem mogoče razglabljamo, ampak mene je presenetil ta moment razdvajanja. Zdaj se mi zdi, da ni več nobene zdrave mere sredinske te kmečke logike, ali si absolutno proti nečemu, ali si pa absolutno za nekaj. In to je meni recimo zaskrbljujoče in se mi zdi, da bi mogli narediti en preobrat, da pridemo nazaj na to kolaborativno kulturo, kjer ima znanost neko mesto, pa kjer ima stroka neko mesto. Zdaj pa smo majčkeno v enem takem bipolarnem kolesju. Ne, mislim, da smo vsi mogoče več pričakovali na začetku COVID krize, kako bomo zdaj šli v trajnostno družbo, kakšni bodo premiki naprej, ampak zagotovo je vsem tudi tisti mesec nekega razmisleka bo pustil en počas. Ko mi govorimo o novodobnih liderjih, si jih ne želimo samo v podjetjih, kjer delamo, si jih želimo na vrhu naše države. To je ta prva stvar. In jaz, mislim, tu vidim samo razdvojenost, izjemno naporno komunikacijsko strategijo, ki razdvaja narod. In to je treba preobrniti čim prej. In tu je aktivnost družbe in posameznika res pomembna. Mi smo varilci in mi zbiramo te ljudi. Mi smo odgovorni. Problem je za moje pojme dva problema. Ena, da skozi govorimo o liderjih prihodnosti, namesto da govorimo o liderjih sedanjosti. Mislim, to je moj pojem čisto grešen. Zakaj govorimo o liderjih prihodnosti? Pač ne enkrat pridejo. Ne bomo te liderje prihodnosti pripeljati zdaj. Druga stvar pa mi mislim, da neke sredine nikoli nismo imeli, ker pa če se vrnemo zdaj na politiko, mislim, da mi neke sredinske močne zadeve nikoli nismo imeli, pa če vedno bilo, ali si za, ali pa si proti, in si volil proti ali pa si volil za, in to smo imeli že skozi, in zdaj pač bomo videli, kam nas bo to pripeljalo, ampak mislim, da nam ona sredinska neka močna zadeva manjka. Tako da, ja. Mogoče vam tukaj dam kar vprašanje gledalca ali gledalke je, kdo pa je voditelj, lider, ki ga vi spoštujete? Lahko iz posla držav, iz kakšnih organizacij, kdo je recimo lahko čisto z imenom in priimkom ali pa po vrednotah, poveste? Jaz lahko takoj ustreljam, Jaka Lindič.
to je moj mentor, človek, ki je vame naredil prvo investicijo, človek, ki je dal na prvo mesto družinske odnose, človek, ki je šlo slabo, ki je verjel vame in ki ni bil investitor, ampak je bil mentor in me je vedno spodbudil, da si vzamem cajt zase, da dam na prvo mesto tiste odnose in nikoli ni postavil denar na prvo mesto. Čeprav je investiral vame, je zelo uspešen podjetnik, zelo dober lider, ki me je ful stvari naučil, tako da jaz vedno vzpostavim njega, sva partnerja v praktično večini stvari skupaj. To je tak iz nekega mikrookolja, ker se mi zdi, da take liderje moramo iskati, ker nate pustijo največji pečat. Zdaj, da bomo mi govorili o nekih svetovnih liderjih, ki jih še v življenju spoznali nismo, sicer super, da imaš nek tak ozad, ampak da si najti nekoga iz okolja, ki je nate naredil ful pečat in to zadevo hočem jaz prenesti na nekoga, ki mu bom jaz tak mentor. Se pravi, super je delati biznis, pa ful moraš dobro delati, pa moraš imeti to narediti mindset, pa tako naprej, ampak dajmo postaviti pa te odnose med sabo, ki jih imamo pa vse na prvo mesto, pa bodimo najprej prijatelji, ker pač biznis, denar, vse živo gre, pride, mine, medtem ko te odnosi, ki pa morajo biti pristni, in to je pač meni jaka dal in tega se držimo v vseh stvareh, ki jih delamo na biznisu, in to je to. In ena stvar, ki me je naučil, je rekel, lej, pač v biznisu imaš samo svoje ime in ko boš enkrat svoje ime umazal, konc, enostavno pač, in jaz se pravim držati tega, da vsakega lahko pogledam v obraz, povem vse stvari. In to je ta integriteta, ki jo moraš imeti na prvem mestu, ko je pa tudi Urška dobro izpostavila že na finalu pred zadnjem vprašanju. Ki je by the way po moje najtežje vprašanje, ki bi lahko dovolil. Jaz sem pogledala posnetek še enkrat, sem dejansko slišala svoje vprašanja in mi danes so zgovorila čisto razen tega na integriteto, tega bi pa čisto isto, ampak to, ja. Potunkala bi jo lepti napredovala, ne? Jasno, ne. A lahko jaz kar nadaljujem, jaz v bistvu jaz bi izpostavila mogoče dva človeka iz našega prostora. Medeja Lončar, ona je krasna menedžerka in je tista, ki mi je dala prvo priložnost, da sem jaz iz študentskega življenja prestopila v poslovni svet. Začela sem pri njej in ona mi je dala eno tako zelo lepo, krasno popotnico in še danes sva na vezi. Tako da to bi rekla, da ona mi je res en tak lep zgled, kaj lahko ženska doseže in kaj lahko v poslovnih vodah, kakšen vpliv lahko pusti in kak pečat in hkrati obdrži eno tako žensko energijo. To je zelo pomembno, da ženske na takih položajih nočejo postati moški, da obdržijo neko svojo ženskost pri tem. Torej ona, kot drugega bi pa izpostavila našega bivšega direktorja Izata Azema, on je zdaj general manager v Grčiji. On je pa drugi človek, ki mi je dal priložnost, da vstopim v področje, kjer jaz nekih hudih kompetenc nisem do takrat imela. In mi je dal priložnost, ker je videl nek talent, pa nek potencial, da ga mogoče kdo drug ne bi. In zato sem neizmerno hvaležna. Sem pa hvaležna tudi za tretjega mentorja, oziroma mentorca Laura Smrekar, v odnos, s katero bomo zdaj stopili in se ful veselim. Če Laura gleda, čau Laura. Če nadaljujem. To je v bistvu bilo meni eno najtežjih vprašanj, s katerimi smo se soočali tudi v celem tem postopku, do superfinala, ker so nas vsi to spraševali in smo veliko o tem razmišljali. In jaz sem vedno imela zgled na globalnem področju. Jaz sem si želela biti generalna sekretarka Združenih narodov pri 20-ih in jaz sem gledala v bistvu res svetovne voditelje, kakšne poti so imeli, kako so se spopadali s svetovnimi problemi, kakšne napake so delali v 90-ih, recimo, ko smo se soočali z genocidi, vojnami in tako naprej. In moram reči, da biti lider ni enostavno. In zato sem toliko hvaležna, ker sem v bistvu na vsaki točki svojega življenja sem imela nekoga, ki mi je v tisti točki znal pomagati, da mi dam na svet, kako iti naprej. Ali pa me samo vprašal prava vprašanja. In če zdaj pogledam, kaj je skupno tem ljudem, mojim mentorjem po tej poti, je, da so vsi imeli neko to zvedavost, radovednost, to željo po znanju, strokovnosti, ki mene toliko privlača, zato da ker je super se pogovarjati z razgledanimi ljudmi, ki vejo nekaj o svojem področju in ki so tam res top, da so ti zgled na tem strokovnem področju.
hkrati so bili, se pravi, vzeli so si čas zame, ki sem bila, ne vem, takrat stara. Konec koncev, jaz sem tudi pri Emčemu delala, pa si je tudi Ajša vzela, ne vem, čas zame, se pravi, so takrat namenili pozornost eni 18-letnici, pa potem 20-letnici, pa danes 26-letnici. To pomeni ta prijaznost oziroma ta želja, da nekaj vrne nazaj v skupnost. To mi je zelo pomembno pri liderju. Pa pri nekom, ja, jaz bi si želela, jaz upam, da sem in da bom v prihodnosti tak človek. Hkrati pa, ja, poleg te radovednosti, poleg te prijaznosti, mogoče še ta odnos do družbe. To, kar smo se prej pogovarjali. Mi želimo biti aktivni državljani in to so vsi ljudje, ki delajo spremembe. In teh sprememb se ne dela s tem, da razdvojiš ljudi oziroma ampak jih povežeš. Se pravi to povezovanje. Tudi konec koncev, lih mi za Zurško, nama zato, ker si deliva ta nastav, ne bo nič odvzeto, ampak lahko kvečemu podvojiva vse zadeve, ki se jih lotva. Nikjer ne bo ena manjkala, vedno bo dve skupaj tam in vedno bo dvojna energija, dvojna sila. Meni se zdi to super, pač res iskreno se mi zdi super. Evo, in upam, da bomo tudi mi vsi, te tri vrednote, upam, da jih jaz lahko živim v prihodnosti in danes. A imaš svojega najljubšega mentorja ali nimaš svojega najljubšega mentorja? Moj mentor na Emčem programu je Borut C, ki sem ga izbrala zato, ker ima to eno lastnost, ki se jaz trudim pridobiti, ki je prodornost. Ta močna energija, ta prodornost. On se usede dol, si napiše cilj in gre in štarta in je podjetnik leta in je gazela leta in pri kongresu Združenja menedžerjev mladi menedžer in zdaj trenutno je na bolniški in prav vsak dan razmišljam, kako je možno da sem njega karkoli položila v pojsta. Ne more, on ima izjemno energijo in on povezuje in on ima strokovnjak na svojem področju. In hkrati si je vzel pod okrilje mene, skozi program, zato da nekaj vrne nazaj družbi. Res ta energija, to je nekaj, kar po mojem mora začutiti pri človeku. To si še zdaj z njega želim spoznati. Potem, kar Moj internet. Ne, res, bom zaključila tukaj preveč že rekla, ampak ja, da oseba pač daje nazaj, da vidi tudi to nekaj v družbi, To si ti, Urška, lepo rekla, da mora vsak posameznik prepoznati nekje svoje področje, kjer lahko prispeva, kjer lahko. Moč sem prepričana, da vsak lahko prispeva. Absolutno. Lahko se skloniš in pobereš smet v gozdu, ko si na sprehodu, To je že nekaj in več kot nič. Mislim, to zmore vsak. Ja, jaz bom podobno mogoče malo kasneje povedal, kdo je ta lider, ki ga občudujem, ampak bi najprej v bistvu začel z učitelji, ker se mi zdi, da ko se veliko pogovarjamo o liderjih, dostikrat tudi spregledamo, koliko je pomembna vloga samih učiteljev, pa mislim, da tudi za vse nas. Pri sami motivaciji, in to so še učitelji po mojem iz osnovne in iz srednje šole, ki te dejansko res prepoznajo, te motivirajo, delajo s tabo in ti tudi pomagajo, da nekako najdeš svojo pot. Tako da jaz mislim, da kritična vloga v nekako izobraževanju. Pa ne samo v izobraževanju, ampak tudi v vzgoji nasplošno so imeli moji učitelji, še posebej nekateri, ki so me res prepoznali in potem so mi tudi pomagali nekako, katere odločitve naj sprejmem in kam naj grem potem, tako da sem se res sam lažje potem našel in kaj so moje vrednosti in kaj je potencial, ki ga imam kot oseba, tako da res bi poudaril, da kot družba moramo še bolj nekako zalagati, da bi ta status učiteljev, se mi je zdelo ta projekt Učitelj sem, učiteljica sem, ki smo ga imeli v sklopu Emčema, se spomnim, se mi je zdelo super, da res nekako delamo na tem, da nekako dvignemo status učiteljev, ker so res ključnega pomena, se mi zdi za vse nas. Zdaj pa mogoče k liderjem, če gremo. Pa jaz tudi mogoče iz bolj globalnega poslovnega prostora. Znotraj Sandoja imam liderja iz našega sajta v Hotkirchnu, Stanleya McArthurja, ki je zelo zanimiva oseba in mi je že veliko pomagal. Že eno leto smo nekako v mentorskem odnosu in zdaj počasi zaključujemo, pa bom šel na ta Emčem mentoring z Ajšo, ker se tudi veselim.
Ampak zakaj sem ga pa veliko občudoval, je zaradi tega, ker ima zelo dinamično kariero. Veliko je sprobaval in spreminjal nekako. Začel je v Mumbaju, kjer je delal kot novinar, potem je pa šel v IT industrijo in je tam delal kot PR, potem je pa šel na farmacevtsko industrijo. Tako da zelo veliko širino, ki mu tudi nekako mislim, da da te veščine, da je lahko mentor. Pa tudi ta sam pristop mentorstva, ki ga imamo, ki mi je bil zelo všeč, je, da je bil zelo veliko zasnovan na coachingu. Se pravi, ni bilo to, da je on nek guru, ki meni nekako prenaša neke informacije, ampak me je predvsem spraševal. In se mi zdi, da to je ena stvar, ki sem se jaz naučil tudi za interakcije z ostalimi in za odnose z ostalimi, da dejansko ljudje, s katerimi se pogovarjamo, ponavadi vejo že, kaj želijo narediti, ne? Ampak rabijo nekoga, ki jih res vpraša ta prava vprašanja, zastavi ta prava vprašanja in jih bo nekako inspiriral, da razmislijo, ne? Kaj si želijo. Tako da to je meni recimo zelo veliko pomagalo pri našem mentorskem odnosu. Se pa zdaj res veselim tudi svojega enčem mentorja za naprej. Mentorica, tako. Ja, in tudi projekt Učiteljica sem je bil projekt, ki ga je idejno štartala Dejana Jezeršek kot ta potencial 7. generacije. V bistvu izboljševati izobraževalni sistem. Pa mogoče zdaj zanimiva stvar, o kateri sem vmes razmišljala, še preden gremo do Patricije, je, da ste v bistvu tudi sami veliko delate na mentorstvu, na prenosu znanja, že vsak posameznik ti na področju debaterstva, retorike, Nina, ti si tako asistentka in je misija tvoje znanje prenašati naprej. Urška s projekti, kot je tudi Body Buddy, ko ga zdaj štartamo, Dejan, podjetnikom, Patricija s svojim kolegom, pač tako da super, ne? To je kar neka taka rdeča nit, ki nas tudi povezuje. Patricija, še ti, lider. Ja, jaz sem imela pa to, jaz imam v bistvu dva, no. Jaz sem imela izjemno srečo, da sem preživela 4 leta v Angliji in se spoznala Richarda Bransona. In vsi, ki me poznate, vidite, da največ dam na energijo, ki jo čutim med ljudmi. In on je res stano, ki v svojo prezenco, pozitivno energijo stopi v prostor in kar dvigne to atmosfero. In jaz mislim, da človek, ki je na taki poziciji, ne sme biti, da se ga vsi bojijo, ampak sam, da inspirira in vodi s tem pravim namenom ljudi naprej. Tako da on je res en tak. Tukaj pa recimo, po mojega večino ljudi ne pozna, ampak je Matej Boranšek, ki skrbi pri nas za optimizacijo podjetij in varnost. In on je tisti, ki je tako rekel, ne, sprašuje prava vprašanja in je empatičen, ne, in glede na odgovore zna potem voditi ljudi naprej in jih pomiriti in inspirirati. Hvala. Ja, naš čas se je iztekel, tako da se bomo poslovili. Ampak ja, še se bomo družili, jaz sem vesela, da vas poznam in bolj stojim za tem, da te res v bistvu oblikuje družba in tisti posamezniki, s katerimi preživljaš čas. In jaz mislim, da tukaj drugega vsi in v 10. generaciji in v javni platformi, tisti, ki se povezujemo, vplivamo drug na drugega, prenašamo predvsem tiste dobre lastnosti in ne vem, ja, hvala, no, da ste del te platforme, res. Hvala. Srečno. Dobro. Ja, lep petek vam želimo, ne, vsi skupaj. Čau. Potem 45 minut. Kaj?